Tokrat v občinskem informatorju. Po več kot letu dni odprli Ptujski most. Najstarejšo trto na svetu čuva klopotec. Pričel se je 19. festival Letni oder Ruše. Dnevna soba, novi večgeneracijski center v Hočah. Na domačiji Kapelj odprli muzejsko zbirko. Kmalu 49. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo na Ptuju, kjer so po več kot letu dni dočakali sprostitev prometa po osrednjem oziroma starem mostu. Ptujčani so dobesedno zaploskali, promet pa sta protokolarno sprostila predstavnika lokalne in državne oblasti, župan mestne občine Ptuj Miran Senčar ter minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Več kot leto dni je bil most zaprt za promet. V petek pa se je najprej po obnovljenem mostu sprehodila delegacija predstavnikov lokalne in državne oblasti, nato pa je minister slavnostno dejal, naj steče promet. Zapore so umaknili, Ptujčani so zaploskali in že v prvih minutah se je izkazalo, za kako pomembno prometno žilo mesta gre, saj so most dobesedno takoj napolnili avtomobili. Zadnji cajt, da se je odprlo, bile so norišnice, gužve na oni strani, predolgo se je čakalo v bistvu, ampak dočaka, teda upam, da bo zdaj tako je treba promet potekal naprej. Kakšna je to pridobitev za Ptujčane po vaše? Zelo velika. Zakaj? Zato, ker prej je bila res tam čez Puhov most nenormalna gužva, da se je včasih 1 uro stal. Jaz mislim, da zdaj ne bo več taka sile, ko je bilo. To je bo malo zmanjšal gnečo pa propustnost, ampak ni rešitev. Avtomobilov je vsak dan več in to ni rešitev. Slednje je potrdil tudi župan, a poudaril, da vsega ne gre urediti naenkrat. S ponovnim spustom prometa čez stari Ptujski most seveda še ptujske prometne zagate niso rešile. Videli smo, da bi bile te zagate bistveno manjše, če bi imeli obvoznico, in to južno obvoznico. Te stvari tečejo dalje, mi se borimo, mi upamo, da bo sedanji minister za infrastrukturo, bodoči minister za okolje in prostor, kajti tudi on je obljubil, da se bo podegoval za to južno obvoznico in v bistvu bi bilo vse rešeno. A ta rešitev je odvisna od novega sklica vlade oziroma novih vodstev resorjev. Ni pa od novega sklica odvisno delo, ki so ga že opravili ali ga bodo v kratkem dokončali. Glavna investicija, ki bo tudi stekla še v letošnjem letu, je seveda pa ta povezovalna cesta od Ormoža proti Ptuju. Mislim, da je Dar že ima podpisano pogodbo na lokaciji vedukta Sejanca, tudi pogodbe za projektno dokumentacijo so že podpisane, tako da te zadeve tečejo naprej in nikakor to ni odvisno od novega sklica, v to sem prepričan. Na več kot 60 let starem, sedaj obnovljenem mostu bodo še potekala manjša zaključna dela, s čimer pa ne bodo motili prometa. Mi smo danes dejansko predali most občanom, tako da mi imamo po svoji pogodbi dokončati delo do konca septembra, ponosni na svoje sodelavce in tudi krajani so lahko ponosni, da so dobili most, ki si ga zaslužijo. Novo pridobitev so dobili še pred pričetkom šolskega leta, s čimer so, kot je poudaril minister Gašperšič, izpolnili obljubo. Z besedami most bo zdaj trden za naslednjih 50 let, pa je zaključek obnove komentiral župan Senčar. Nadaljujemo z eno najbolj znanih tradicij v Mariboru. Na Lentu, pred hišo Stare trte, najstarejšo žlahtno trto na svetu, spet čuva klopotec. Kot običajno so ga postavili malečniški brači. Z glasbo so postavitev pospremili Neuwirtovi Štajerci, protokolarno župan kot gospodar Stare trte, z aplavzi pa seveda Mariborčani in drugi obiskovalci slovesnega pričetka praznovanja jeseni v mestu. 3-4 zdaj! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joj. Tako je zbrane domačine in turiste na Lento pozdravil novo postavljen klopotec. V preteklosti je tako bilo namen klopotca, da je odganjal ptice, zdaj pa vedno bolj klopotec za to, da privablja ljudi, dobre volje. To je naša tradicija, ne? Slovencev, kje ga ni na podeželju. Vsakem vinogradu. I can't understand anything, but I like the costume and to play the music. And I'd like to taste the wine.
Naslednje bo treba počakati do trgatve. Ta čas pa bo grozdje Stare Trte čuval Klopotec. Kot je pojasnil mestni viničar in skrbnik Stare Trte, je letošnja letina zgodnja. Običajno so se začele barvati grozdne jagode med 5. in 10. avgustom. Letos se je barvanje začelo že po 20. juliju. Trta je ta trenutek zdaj praktično dozorela in bi jo lahko obrali zdaj ali pa v nedeljo. Ampak bomo vsi skupaj malo potrpeli v prepričanju, da bo najbrž kak dan manj žgoč, kot je ta, in da bomo dočakali trgatev tudi takrat, ko smo si jo zamislili. Da bo lahko Klopotec čuval trto, bo njega čuval Hovtar. Letos pravi, da bo hodil v kontrolo. Če boste sumljivi, bomo malo pogledali, kaj imate, ali v roki ali pa to. Tako da letos začnem opravljati hovtarsko nalogo, pa tudi, ko bom jaz na Lentu, če bo veter, bo tudi Klopotec v funkciji. To se reče, da bo klopotal. Tako da sosedje, ne se bat, 1 uro te pač ne boste spali. Guinnessova rekorderka in Klopotec, ki že od daleč nakazuje na zorene žlahtne črnine, sta tradicionalna simbola vinorodnega Maribora. Gospodar Stare Trte verjame, da bo letos posebej sladka letina. Upam, da nam ga ose pa ptiči ne bodo vsega odnesli, ampak fino je negovati to tradicijo. Stara Trta je naš simbol in tudi, ko potujem po svetu, ko mi želim povedati, odkot prihajam, je najlažje povedati, da prihajam iz mesta, kjer raste najstarejša trta na svetu. Letošnja svečana trgatev njenih dragocenih sadežev bo 30. septembra, ko se bo začel festival Stare Trte. Razmišljamo tudi v smeri, da bo letos že 29. septembra kot povabilo za partnerje, hotelirjev, partnerje Zavoda za turizem, tako da bomo predvidevam, da imeli že kakšen zaprt dogodek dan prej, kot istočnica za prihodnje. Sicer pa želimo nekako vključevati v vsebino ne samo slovenske javnosti, ampak tako, kot sem že povedala, tujo javnost in seveda tudi tuje goste. Tako na Lento pričakujejo tudi ponosne lastnike oziroma prejemnike cepičev Stare Trte. Zdaj pa k tradicionalnemu festivalu v sosednji občini Ruše. Že 19. leto zapored konec poletja zaznamuje festival Letni oder. Tudi tokrat združuje številne lokalne in mednarodne prireditve. Začeli so z novostjo, filmskim festivalom, nadaljevali z glasbo, srečanji kulturnikov, deževni nedeljski večer pa popestrili s komedijo. Že na otvoritveni petek so preizkusili festival znotraj festivala. V Rušah je namreč gostoval mednarodni filmski festival UNAF, posvečen dokumentarnim filmom o človekovih pravicah. Matjaž Javšnik, koji je zamolio da dođemo u njegovo rodno mesto i da prikažemo nešto što je baš američko. I mislimo da smo izabrali nekoliko filmove koji se bave najstarijom populacijom u Americi, to su Indijanci. Tako da smo jako zadovoljni i srećni da smo napravili na neki način malu istoriju da se zbliži civilizacija Amerike najstarije i eto iz Ruše. Indijansko kulturo so Rušani spoznavali v knjižnici Janka Glazerja. Dež je iz naravnega amfiteatra pod streho pregnal tudi glasbenike. Sobotni večer so zaznamovali glasbeni nastopi na odru Doma kulture, kjer so znova dobili priložnost mladi talenti, potem pa so se zvrstila tudi znana imena. Smo da tudi ful potrudili, da smo vso glasbo naredili pa napisali, tako da je fajn imeti neki produkt. Pol smo vsi živčni, tudi malo, ampak veseli pa ja. Navdušeni smo, v glavnem, veliki privilegij, da lahko igramo na takem festivalu. Mogu da kažem da je štajerska publika fenomenalna. Svaka publika je dobra ako reaguje na koncertu, ako razume što se tu dešava. A mislim, svirali smo mi u ovoj disciplini kičme stari band, tako da smo mi svirali u Sloveniji više desetina puta. Za sobotno zabavo so poskrbeli tudi člani zasedbe King Fu, kot osrednje zvezde večera pa Siti hlapci. Žal pa jim ni uspelo preklicati sonca, zato je bila deževna tudi nedelja, ko je namesto v objemu smrek Đuro po svoje izobraževal v športni dvorani. Najbolj o tem, ker me nervira, ker v glavnem sem govoril o zadevah, ki me najbolj nervirajo. In opazil sem na to, sem presegral po celem svetu vse ljudi iz našega regiona, ki živijo vse posod po svetu, nervirajo iste zadeve. Tudi marsikdo se prepozna
v predstavi in pol mi reče, recimo eni, ki so gledali predstavo, da kao nikoli nisem na ta način razmišljal, zdaj vedno, ko se tuširam, mislim na to, kao kaj si govoril. Vesel sem, recimo, vedno se zgodi, da pride kakšna starejša gospa v garderobu, da je objokana od smeha in da mi reče, da je to za njo bila terapija, ne pa predstava. To sem toliko vesel, da ljudje za uro pa 35, koliko traje predstava, da pozabijo res na vse skrbi. Ne skrbite, Đuro ima zelo podobne vsakodnevne težave kot vi. Razlika je le v tem, da jih on analizira na odru z vsem svojim balkanskim šarmom in karizmo. Tako je zaključil prvo tretjino letošnjega festivala. Čaka nas še v torek, se mi zdi, ena taka za vse sladoklušce glasbene dogodek, in sicer z Vlatkom Stefanovskim in pa Vaskom Atanasovskim, ki sta dva svetovnega formata glasbenika in bosta sigurno en tak nepozaben večer priredila glasbeni. Potem seveda imamo tri tenorje in klasiko, ki jih predstavljamo letos na letnem odru prvič z eno tako zanimivo zasedbo opernih pevcev, klavirja in pa tolkal. Potem pa v četrtek Orleki in pa Javšnik, ki tudi imajo Frpruh predstavo, taka prava, avtentična domača predstava, glasbena komedija. Vremenska napoved naj bi bila za ta teden ugodna, zato se nadejajo, da bo festival znova našel svoje mesto v objemu pohorskih smrek. Vrhunec pa bo zagotovo predstavljal zaključni koncert 1. septembra na letnem odru v Rušah Toni Cetinski. V Rogozi odslej povezujejo generacije tudi z novim večgeneracijskim centrom Dnevna soba. Prostor, kjer bodo ljudje različnih generacij med seboj izmenjevali izkušnje, znanja in tako iskali skupne točke sodelovanja. Center prinaša občutek, da se iz družbe ne izključuje nikogar, saj imamo lahko kljub veliki starostni razliki ogromno skupnih interesov. Starejši lahko mlajše naučijo ročnih spretnosti, mlajši pa starejše uporabe moderne tehnologije. Predvsem pa je potrebno razbiti tabuje, da se starejši in mlajši ne morejo družiti skupaj. Upam, da bodo tukaj tudi našli ustrezne vsebine, ki bodo pritegnili tako starejše, kako tudi mlajše, in da bo res eno druženje na področju tudi izobraževanja in tako naprej in tako naprej. Tako da moram reči, da je to ena pridobitev, zagotovo. Občani tako pričakujejo raznolik program. Od rekreacije, izobraževanja, učenja tujih jezikov recimo, zelo zanimivo, tudi kartanja, tudi človek ne jezi se, tudi dramske skupine so prisotne, literarni večeri in take stvari. Mislim, da bo tukaj ena močna vsebina. Po besedah predsednika krajevne skupnosti Rogoza je bila vzpostavitev takšnega centra nujna. Hočemo to integracijo narediti med mladimi, povezavo in starejšimi, torej starejši se bojo učili od mlajših, mlajši se bomo učili od starejših. Tako je to v življenju in tako tudi življenje poteka. V program medgeneracijskega centra bodo vključene tudi izobraževalne ustanove. Tukaj bo imela tudi Ljudska univerza program svoje, imamo tudi zdravstveni dom Maribor, bo nudil eno pomoč za starejše, imamo tudi v občini program pomoč starejšim, računalniški tečaj, fotografski tečaj, različne športne aktivnosti. Medgeneracijski center pa ne bo povezoval zgolj različnih generacij. Mišljeno je tudi tako, da se društva vključujejo in predstavljajo svoje stvari, svoje aktivnosti. In želja je s tem, da se bo tudi krajani bolj povezani med sabo, tudi sama naselja med sabo. Župan občine Hoče - Slivnica vidi center predvsem kot neko osnovo za razvijanje različnih aktivnosti, ki lahko kasneje prestopijo mejo medgeneracijskega centra. Seveda pa je tu nek center, kjer se bo sestavil program, ko bo program razvit, pa ga bomo tudi po drugih objektih v občini, od Hotinje vasi, Slivnice, Reke, Spodnjih Hoč, torej posod, kjer je možno nekaj narediti. Verjamem pa, da bo tu nek center, tako kot sem prej povedal, dnevna soba naše občine. Župan je na koncu ponosno povedal, da je center nastal le z delnim financiranjem občine, saj so ostalo prispevala evropska sredstva in donacije več kot 30 različnih podjetij. Kaže, da je že financiranje projekta nekako zaživelo v duhu medgeneracijskega sodelovanja. V okviru projekta Detox, ki je podprt strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020, so na domačiji Kapelj na Dražen vrhu v občini Sveta Ana minulo soboto odprli muzejsko zbirko 240 predmetov. Istočasno pa so tudi obnovili domačiji Kapelj in Grafonč.
Domačiji Kapl in Grafon sta bili zgrajeni pred več kot 200 leti in sta danes pomemben del kulturne dediščine, saj so bili razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena. Ker so si na občini Svitana prizadevali, da ohranijo obe hiši, so v okviru projekta Detox hiši obnovili in uredili muzejsko zbirko. Rdeča nit celotnega projekta je ta, da seveda se na celotnem območju uredijo tradicionalne hiše v originalnem izgledu in preuredijo v muzeje in muzejske zbirke ter omogočajo za to preureditvijo tudi določene nastanitvene kapacitete v teh tipičnih slovenjegoriških objektih. Domačija Kapl predstavlja enega redkih ohranjenih kmečkih ambientov, ki na svojstven način priča o načinu življenja na tem območju, kjer se je ohranila dediščina kmečke obrti. Vzpostavili smo tesarske sekire, ki se nahajajo tukaj za nami. Izkazujejo tesarsko obrt, ki je tukaj živela vse od druge polovice 19. stoletja naprej. Potem čevljarska obrt, katero je gojila družina Kapl. Odhajali so na Štero in od domačije do domačije in popravljali čevlje, tako da tudi čevljarska obrt je torej del te kulturne dediščine, ki je praktično ohranjena vse do danes, in pa seveda mizarska obrt, ki je prenešena tudi na znanje najmlajšega člana oziroma enega mlajših članov Viktorja Kapla. Od čevljarja do imetnika muzejske zbirke. Takšna je bila pot Andreja Kapla, ki je to dejavnost nasledil in jo ohranil. Me to veseli, da še to vidim, da v mojih letah, da še to res ostalo in da ohranjajo in verjetno še pa bojo naši mladi rodi še radi to obnavljali in bi to bilo dobro, da bi te ne bi bilo pozabljeno. Gre za ohranjanje kulturne dediščine, hkrati pa si želijo zanimivosti ponudbe privabiti tudi čim več turistov. Da po tej ureditvi privabimo turiste, ki obiskujejo te naše kraje in seveda, da jim omogočimo v teh objektih tudi kakšno prenočitev za dan, 2 ali 3, kakšno možnost vključevanja v te delavnice, ki se bojo tukaj odvijale, in seveda na takšen način bodo ljudje spoznavali, kako so živeli v bistvu naši predniki. Posebej veseli in ponosni na pridobitev so tudi krajani. Da bojo mladi videli, kako smo mi stari živeli še, no, jaz sem tako še živel. Fajn bi bilo, da bi se še to ohranjalo, ne? Tako da bi bilo super, še več kaj takih. Življenje, kot so ga nekoč živeli na obeh domačijah in domače obrti, kot sta čevljarstvo in sadarstvo, bodo lahko obiskovalci spoznavali tudi skozi različne delavnice. Ta konec tedna bo na Ptuju potekal tradicionalni 49. festival narodno-zabavne glasbe. Gre za najstarejši in najuglednejši festival narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, ki igra pomembno vlogo v razvoju slovenske kulture in spodbuja kakovostno rast narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju predstavlja za Spodnje Podravje eno izmed najbolj prepoznavnih in medijsko zanimivih prireditev, ki se je v 5 desetletjih uveljavila tako v Sloveniji kot izven njenih meja. 31. avgusta bomo že 49. zapored gostili vse najbolj priznane mlade glasbene umetnike, ki stopajo po poti teh slavnih godcev, ki so začeli pred skoraj 50 leti na Ptuju, ki so pravzaprav to idejo narodno-zabavne glasbe ponesli in razvili na območju celotne Slovenije. Vse se potem v tistem obdobju so se razvili festivali, ki imajo tudi že zavedljivo tradicijo in uspešno promovirajo slovensko narodno-zabavno pesem in glasbo. Kot pravite, 49 let je res lepa doba in veselje nam je, da ta tradicija, ta kultura
glasbenega izražanja, ki kakorkoli hočemo poistovetiti to našo slovenskost, živi in bo drugo leto doživela ta abrahamsko ero. Tako, kako vam je dejansko pred skoraj 50 leti, kdo je prišel na idejo, da ustanovi ta festival narodno-zabavne glasbe in seveda, kaj je tisti dober recept, da vam to uspeva še danes? Ko sem se tudi sam spraševal, kako je do te ideje prišlo, kako se je rodila, kako je nastala, so se pojavljale neke legende, neke zgodbe, ki morebiti imajo kanček resnice ali pa celo so resnica. Govorilo se je, da se pač v nekem obdobju se po teh haloških gričih veliko prepevalo, godlo in so prišli iz takrat na Radia Ptuj na idejo, zakaj ne bi se ta veselje do izražanja slovenske ljudske pesme in narodno-zabavne glasbe spromoviralo na način, da bi ljudje ne samo v zidancah poslušali to slovensko petje in veselje, ampak tudi na nekem dogodku, nekem festivalskem druženju in dejansko tako leta 1969 ta ideja se udejanila in takrat se prvič v 9. mesecu tega leta na ptujskem minoritskem prostoru veličastno dogajalo 3-dnevno muziciranje takratnih narodno-zabavnih ansamblov iz celotne Slovenije. Gre za festival, ki ima eno najpomembnejših vlog v slovenski narodni glasbi. Saj je v promociji ansamblov skrbel tudi za razvoj narodno-zabavne glasbe na Slovenskem. V tem času je na Ptujskem festivalu nastopilo blizu 1000 ansamblov, ki so ustvarili več kot 2000 novih melodij, mnoge so postale uspešnice. Letos bo festivalski večer razdeljen na 2 dela. Letos bomo gostili dejansko več kot ali pa točno 20 ansamblov, ki bodo nastopali eno večer. Gre za zgodbo, kjer bomo v prvem delu predstavili te tekmovalne viže, ki so na predizboru se izkazali kot najboljše, najbolj primerne in so potem skozi sito predizbora prišli na finalni dogodek 31. avgusta. Naslednja točka, ki bo pa sledila po tej predstavitvi, pa bo ansambli, ki so v obdobju 1998 do 2008 bili zmagovalci tistega obdobja in bodo se ponovno te stari ansambli, ki so v tem obdobju nastopali, predstavili s tistimi zmagovalnimi pesmimi, kjer bomo izbrali vižo desetletja in vižo 3. desetletja. Če lahko omenimo nekaj imen, tako tistih novih nastopajočih in tudi tistih, ki bodo znova prisostvovali na tem festivalu. V tem tekmovalnem delu bodo se na Ptuju predstavili ansambel Boršt, ansambel Blaža Hotevca, ansambel Zadetek, ansambel Škorpioni, ansambel Opoj, ansambel Hosentrogarje, Vražji muzikanti, ansambel Frajerke, ansambel Klateži in SOS Kvintet. To je teh 10 ansamblov, ki so si izborili to vstopnico za ta finalni večer. Te stare viže iz tega obdobja, ki sem ga omenil, pa so danes še delujoči. Sedaj smo toliko bližje temu 50-letnici, da sedaj so ansambli, ki so takrat zmagovali, še vedno aktivni, nastopajo in so zelo prepoznavni in znani, tako da k nam prišli in gostili in nas s tistimi vižami, zmagovalnimi vižami očarali Mladi Dolenci, ansambel Štrk, Ptujskih 5, Modrijani, Vitezi Celjski, ansambel Ekart, ansambel Strici, ansambel Pogum, Spev in pa seveda ansambel Novi spomine. Tako da vsi tisti, ki bodo se udeležili našega povabila na ogled tega 49. festivala narodno-zabavne glasbe, bodo ta večer doživeli od romantike, spominov, nekih časov, ki so kakorkoli tistim generacijam popestrili življenje, kot teh novodobnih ansamblov, ki se utirajo pot na tem glasbenem področju in verjamem, da bo za vsakega ljubitelja narodno-zabavne glasbe nekaj po njegovem okusu. Toliko smo govorila oziroma omenila med najinim pogovorom, leto pred Abrahamom tega festivala. Je kaj drugače? Malce drugače je, če ne drugo je že malce pričakovanju večja napetost, kaj bomo pripravili za naslednjo leto, ko bo 50-letnica. Vsi se že pripravljamo idejno, kako bomo te dneve, ki bodo sledili v 50-letnici, bogatili na neki edinstven način.
In je pa tudi res, da ti ansambli, ki so se v tem obdobju desetletnem pojavljali kot zmagovalci ali pa kot najboljšimi vižami, tudi oni imajo neke brige, kako bodo se takrat, ko bo 50-letnica, kako bodo se predstavili še boljše, še bolj izbrano, še bolj priljudno, da bo ta obdobja 50-letna res zabeležena na neki poseben način. Tako da neka napetost se stopnjuje in verjamem pa, da bomo se potrudili, da bo tako obiskovalcem kot TV gledalcem ostal tudi ta 49. festival v spominu. Dogajanje 49. festivala narodno-zabavne glasbe bo ta petek 31. avgusta na Ptujskem gradu s pričetkom ob 19:30. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta teden vse do nedelje še vedno lahko v Rušah obiskujete številne športne, zabavne, otroške in ostale prireditve, ki se vrstijo v sklopu programa 19. festivala Letni oder. Ta torek denimo na letnem gledališču Podgoroj Vlatko Stefanovski in Vasko Atanasovski, v sredo trije tenori, operni večer pod zvezdami. Ta četrtek se na trgu Leona Štuklja v Mariboru pričenja Street Food Festival, kjer lahko degustirate raznovrstne burgerje in ostalo ulično prehrano ter trendi pijačo z mehurčki ali brez. Več izveste na Facebook strani BKTV kanala, kajti morda boste prav vi srečnež, ki ga bomo na brezplačno degustacijo povabili mi. Preverite, lahko se obrestuje. Nasvidenje!